Koalicija je danes vendarle dosegla kompromis glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pričakuje, da bo vlada v četrtek predlog potrdila. Po kompromisu v členih glede podeljevanja koncesije predlog sprejemljiv tudi za Desus in ga lahko podprejo, kar je potrdil tudi podpredsednik stranke Tomaž Gantar. Predlagam pa, da si pogledamo zanimivo razpravo oziroma debato, ki se je odvila leta 2013 na shodu za javno zdravstvo najprej. Urbančič, Glas ljudstva. Spoštovani, moj prispevek je namenjen tistim, ki verjamete, da je javno zdravstvo edini način, kako zagotoviti učinkovito zdravstveno varstvo prebivalstva, pa pravzaprav tudi tistim, ki mislijo, da svoje zdravje lahko kupijo. Druga točka pa je, da izločimo zavarovalnice iz obveznega zdravstvenega sistema. Zavarovalnice so v preko 20 letih pojedle 1,5 milijarde evrov, iz dodatnega zavarovanja 60 milijonov evrov na leto, 10 je 600, 20 je 1,2 milijarde, kar pa sistem že teče preko, je 1,5 milijarde tekla samo za profitne dobičke zavarovalnic. Ta denar je trikratni proračun zdravstva, torej pomeni skoraj 3 leta ne bi rabili plačevati zdravstva, pa bi imeli zdravstvo brezplačno. To je vse. Smrt fašizmu! Ponovno pozdravljeni v studiu, z nami sta seveda naša stalna komentatorja, pa Ivan, mogoče najprej glede te ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, zavarovalnice pač ne bodo zbirale več teh sredstev za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ampak naj bi to... Uvedel posebni prispevek. Tako je, ki bo recimo za tiste, ki imajo neko minimalne prihodke, nekje 25 evrov strošek mesečni, za zdravstveno zavarovanje, medtem ko naj bi za najbogatejše pač po teh izračunih znašal 75 evrov. Pa me zanima, v bistvu mogoče najprej, kaj je tvoje mnenje glede ukinitve tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Torej, ko so ga uvajali, so ga propagirali kot nekaj res dobrega, danes ga ukinjajo. To, kar me moti pri tej ukinitvi je, da se skozi govori o neki kraji in ko naprej izgubljenem denarju. Torej, kaj bo zdaj novega prinesel, jaz ne vem. Vemo, da je pripravljena v predlogu zakona lestvica od tistih, koliko vem, 26 ali 25 do 75 evrov, odvisno na velikost prihodkov, ki jih imaš, ampak tisto, kar je treba vedeti, tukaj noti grejo vsi prihodki. Torej, ne govoriva samo o plači, govoriva o izplačanih dividendah, o prijetih obrestih, o kapitalskih dobičkih in tako naprej. To, kar bi se morali vsi zavedati, da tukaj lahko pride zelo hiter. Do nerazumevanja oziroma do... Ja, in do višjega zneska. To je eno. Drugo, kar je tudi natihoma v eni vrstici urinjeno not, zdravstveni prispevek, ki bo uveden, se bo plačeval tudi od dohodkov iz kapitala. Pomeni, vsi tisti, ki bodo prejeli obresti, bodo plačali tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje. Tisti, ki bodo prejeli dividende, bodo plačali prispevek za zdravstveno zavarovanje. Misliš sorazmerno z višino? Ne, tukaj pa ne vidim nič sorazmerno. Torej, tisto, kar sem jaz prebral in kolikor sem videl, pomeni, če prejmem 100 evrov dividend, bom na to plačal, ko vem, 6,36% prispevka za zdravstveno zavarovanje oziroma tisti, ki bo pač določen. Torej, nikakor drugače ga ne razumem, nobene dodatne obrazložitve v samem tekstu zakona ni, samo pravi. Torej, osnovo oziroma kot z tem prispevkom se oblačuje tudi dohodki iz kapitala. Dohodki iz kapitala so po obresti, dividende, kapitalski dobički. Pomeni, mi danes plačujemo v Sloveniji najprej davek od dohodkov pravnih oseb 19%, potem si izplačamo dividende, plačamo 25% in bomo še plačali dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki, kolikor jaz vidim, bo teh 6,36. In to je to. In tudi tisti ljudje, ki imajo obresti v bankah, morajo pričakovati, da bodo lahko od teh obresti pričakovali. Ali bo zdaj pod pritiskom javnosti, ko se bo to vedelo, da je to predvideno za odločitev, ali bodo zdaj pod pritiskom javnosti delali kakšne prilagoditve in tako naprej. Ampak ljudem je treba povedati, da je to. O tem se že nekaj časa govori. Danes, ker sem prebral ta predlog zakona, ki je bil, sem to tudi po dolgem iskanju tudi našel ta tekst not in to lestvico in to pomeni, da počasi bomo pač obdavčeni na vseh možnih koncih. Mene bolj moti
nadzor tega denarja, kako se porablja. Imamo računsko sodišče, za katero pa jaz mislim, da ne upravlja, bom rekel, na tisti način dela, kot bi mi pričakovali. Ampak recimo, zdaj, če se vrnemo, prej smo omenjali Trumpa, ne, on je odstopil od tega, da bi recimo Obamacare ukinil, ker bi pač 11 milijonov ali celo po nekaterih... Ampak mislim, da mi ne moramo primerjati našega pa ameriškega sistema, torej naš sistem je za mene dosti boljši in Američani so imeli to drugače narejeno, tako da ne bi jaz primerjal tega. Dobro. Aljuš, zakaj je glavna ost oziroma glavni spor pri tej zdravstveni reformi so koncesije? V bistvu, zakaj je ta toliko debate okrog koncesij in zakaj sta v bistvu pravzaprav tu se vzpostavljali te fronti med zdravstveno ministrico in pa gospodom Gantarjem, ki je bil tudi minister za zdravje in seveda je celo dobil, mislim, da v tem času, ko so potekala pogajanja, kazenske ovadbe zaradi podelitve koncesij. Ja, zdaj, Vlado, tukaj smo zdaj malo mešali hruške pa jabolka. Ja. Ne? Zdaj, tisto, s čimer smo mi začeli današnjo temo, je Zakon o zdravstveni dejavnosti. To je res. Ne? In ta govori tudi o podeljevanju koncesij. To, kar sta pa zdaj govorila z Ivanom, je pa Zakon o zdravstvenem zavarovanju. To je res. To smo mogoče premalo poudarili. Ja. Ja, in okoli tega ni konsenza in vprašanje, če bo kdaj zagledal luč sveta, tako da jaz ne bi bil že tako določen, da bo dopolnilno obvezno zdravstveno zavarovanje ukinjeno in tako naprej. Ne? Zdaj, to, kar si me pa vprašal glede koncesij. Ja. Moje stališče je, da je ministrica, potem, ko je izkazala popolno nesposobnost v 2 letih svojega mandata, da bi na kakršenkoli način, bi rekel, odpravila glavne pomanjkljivosti slovenskega zdravstvenega sistema. To pa so na prvi točki dostopnost. Mi imamo 600 000 ljudi v Sloveniji, plus 100 000 približno registrirano brezposelnih, ki nimajo nobenih dohodkov, s katerimi bi lahko sofinancirali samoplačniške storitve v zdravstvu. In to je problem. Imamo 10 urgentnih centrov v Sloveniji, 7 jih je na levem bregu Save, 3 so na desnem bregu Save. Zakaj je to pomembno? Zato, ker na desnem bregu Save živi 60% slovenske populacije, pa imajo 3 centre, na levem bregu Save živi pa 40% populacije, pa imajo 7 urgentnih centrov. Skratka, ministrica tle ni naredila nič, ima pa osebni motiv vendete, maščevanja, ker je bila v svojem preteklem življenju, če se tako izrazim, tudi predsednica uprave Vzajemne, je mogla z tega položaja iti, ker je takrat neupravičeno povišala zavarovalno premijo in zdaj se pač želi zavarovalnicam maščevati in za to svoje maščevanje je najdla zaveznika v zagovornikih preprečevanja podelitve koncesij. Ne, ampak in zato je pač prišlo do tega, da zdaj ministrica forsira prekinitev podeljevanja koncesij, ker misli, da bo s tem dobila podporo tistih, ki jo rabi za to, da bi pač ukinila še zdravstvene zavarovalnice. Zdaj, po tem predlogu se bodo koncesije podeljevale na osnovi javnega razpisa z koncesijskim aktom za 15 let o preverjanju izpolnjevanja pogojev in kriterijev, pa se lahko koncesije podelijo še za dodatnih 15 let. Ne. Zdaj, Ja, to drži, ampak jaz trdim, da osnovni problem slovenskega zdravstvenega sistema niso koncesije. Lej, Vlado, če pogledava enega kirurga, ne? Kdaj kirurg rata vrhunski kirurg? Ima zelo dolgo obdobje šolanja, usposabljanja, stažiranja in tako naprej. Recimo najprej pri 35 letih. In najkasneje pri 50 letih pač zaradi zahtevnosti posla ni več vrhunski. Se pravi, recimo, da ima 15 let tega svojega, bi rekel, optimalnega dela. Ne? In zakaj bi zdaj mi preprečevali ljudem, kirurgom vrhunskim, da v teh 15 letih delajo čim več? Se pa strinjam, da mora biti področje urejeno, ampak tudi tukaj se mi zdi, da odkrivamo toplo vodo. Zakaj ne bi problema rešili tako, kot je recimo rešen v visokem šolstvu na Univerzi v Ljubljani, če želi visokošolski učitelj predavati, če na drugi visokošolski inštituciji se sklene tripartitna pogodba, podpiše Univerza v Ljubljani, druga inštitucija in on sam. In tako smo imeli v preteklosti že urejeno tudi v Sloveniji in so zdravniki delali pri 2 delodajalcih, ampak dobivajo eno plačo na matični inštituciji in matična inštitucija je dobila en del tega denarja, zato ker ga je usposobila in
tako naprej. Skratka, jaz ne vidim problema v tem, da se uredi podeljevanje koncesij. Meni se zdi ta hajka proti koncesijam, tako kot sem že prej rekel, dimna zavesa, zato da se prikrije druge veliko bolj akutne probleme v slovenskem zdravstvu. Poleg dostopnosti je to čakalne vrste. Ja, čakalne vrste, ampak čakalne vrste z vidika optimizacije. Poglej, Vlado, mi si ne moremo privoščiti, da imamo direktorje javnih zdravstvenih zavodov, ki v 3 mesecih porabijo v svoj letni proračun. In to se nam stalno dogaja. Zdaj imamo bolnišnico v Topolšici, kjer pač so nehali plačevati prispevke zaposlenim. Razumeš, kako bomo to rešili s tem, da bomo uredili podeljevanje koncesij? Ničesar ne bomo rešili. Skratka, teh problemov ne naslavljamo, zaletavamo se pa pač v to slamnato strašilo koncesij. Ampak koncesije naj bi se podelile tam, ker pač se ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati upravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je to pač določeno z mrežo te javne zdravstvene službe. Če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti zdravstvenih storitev, potem se gre v koncesijo. Kaj ti, Ivan, misliš o teh koncesijah? Mogoče? Nič posebnega, zaradi tega, ker koncesije nimamo od danes, ampak imamo že nekaj časa, torej zelo dolgo jih imamo in mislim, da gre tukaj bolj za prerazporejanje koncesij, ker nekdo jih že ima toliko časa in zdaj bi jo rad dobil nekdo drugi in zdaj iščejo načine, kako bi onomu odvzeli pa temu dal. Ampak zdaj, ko imam glihvajo tukaj, tisto, kar pa jaz ne razumem, je pa to, kako lahko en zakon ukine čakalne vrste. To nisem mogel nikakor skupaj spraviti, če mi lahko pomagate. To je poseben, mislim, da to je posebni del. Ljudi bolj zanima, kako se bodo ukinile čakalne vrste, ker je ta borba okrog koncesije, borba za posamezne stolčke določenih posameznikov, ki želijo te koncesije dobiti. Ampak kako se bodo pa čakalne vrste ukinile, ko bo zakon sprejet, to pa... Ampak to je, mislim, da predmet posebnega dela te zdravstvene reforme, en del naj bi bil tudi ta, da so zdravniki, ki bodo pač delali več, kot je njihova norma mesečna, da bodo plačani posebej. Mislim, zdaj to je bilo tudi predmet pogajanj med vlado in pa zdravniško zbornico, če se spomnite, v bistvu mogoče Aljuš. Ja, saj je Vlado, samo poglej, čakalne vrste so problem denarja, namreč tisto, pri čemer si mi zatiskamo oči, in kjer pač zdaj ministrica telovadi s temi predlogi okoli posebnih davkov pa drugih prispevkov in obremenjevanju drugih proračunskih virov, se pravi pokojninske blagajne in direktno proračuna namesto zdravstvene blagajne, je ta, da problem čakalnih vrst je problem denarja. Če je sredstvo dovolj, potem čakalnih vrst ni. To je eno. In drugo, problem je, da če imaš ti pač neko mašino v bolnici, preko katere upravljajo neke preglede, zakaj ta mašina ne laufa 24 ur na dan? Zato, ker nimamo 3 operaterjev, ki bi z njo upravljali. Se pravi, to so tisti problemi, za katere bi pač moral zdravstveni minister v dogovoru z vodji, direktorji največjih zdravstvenih zavodov, Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Nacionalnim inštitutom za zdravje in tako naprej rešiti. To so ta glavni problemi. Ministrica pa zdaj vodi hajko proti koncesijam, vodi hajko proti zasebnim zavarovalnicam, izplenje pa nič. Precej je bilo tu v bistvu zlorabe, verjetno, tega instituta podeljevanja koncesij. Je pa res, če bi mogoče, jaz sem danes, ko sem se pač pripravljal na to oddajo, sem pogledal ta protest leta 2013 za javno zdravstvo in če bi v bistvu poslušal te govornike, so ravno to zahtevali, da se ukine to dodatno zdravstveno zavarovanje in da v bistvu, da pač zdravstvo ostane javno in da se pač čim manj privatizira. Mislim, to so te osnovne zadeve. V bistvu, Ivan, očitno Slovenci nočemo dati tega, oziroma Slovenci nočejo dati, hoče imeti popolno javno zdravstvo in hoče imeti čim več dobiti za to. Sigurno so velike prednosti javnega zdravstva, kajti potem se lahko tudi vsak privošči zdravljenje, za razliko od nekih drugih držav, kjer tega nimajo. Res pa je, da v tem javnem zdravstvu pač tisti, ki zaslužijo več, prispevajo več. To je nek, bom rekel, solidarnostni prispevek, s čimer se jaz popolnoma ne strinjam. Jaz sem zmeraj za neke omejitve navzgor, ampak mi teh omejitev navzgor nimamo. To pomeni, da bi do nekega zneska se res plačevalo, potem se pa neha, kajti po drugi strani je to destimulativno za tiste, ki lahko jaz govorim zmeraj o tistih, ki delajo in za svojimi rokami zaslužijo več. Pomeni, več delajo, bolj so pridni, več plačajo.
In zato sem zagovornik tega, da tudi pri teh prispevkih določimo neko mejo, do katere se ti prispevki plačujejo, nad tistim zneskom se pa prispevki ne plačujejo. Drugače pa sem za javno zdravstvo, kajti sigurno je veliko boljše za vse državljane, kot pa ne. Misliš, da bi prišlo, v bistvu, da tisti, ki imajo denar, bi si potem lahko, v bistvu, si lahko privoščijo? Glejte, danes tako zobozdravnikov ne gremo v zdravstveno ambulanto, v zdravstveni dom, ampak gremo k zasebnim zobozdravnikom in vse plačamo. Torej, jaz se ne spomnim, kdaj sem nazadnje bil, bom rekel, na koncesijo pri zobozdravniku, pomeni, že sedaj ne uporabljam niti teh koncesijskih zadev in tako naprej. Tako da, ampak to je mogoče zaradi tega, ker tudi nimam časa, ker želim hitro priti na vrsto, ker želim končati takrat, ker pridem se tudi na vrsti in da grem nazaj v pisarno delati, zaslužiti, plačati davke, plačati prispevke in tako naprej. Meni so večji problem tisti, ki ne delajo, ki izkoriščajo te socialne transferje, ki porabljajo ta denar na račun tistih, ki delajo in prispevajo v to državno blagajno. To je za mene večji problem. Veš, kaj je paradoks, Vlado, če dovoliš, ne? Poglej, to, da bo ministrica zdaj kukar uredila področje koncesij, v redu, se strinjam, fajn. Če so bile zlorabe, naj se pač preprečijo vnaprej in naj se preganja tiste, ki so to zlorabljali. Ampak to ne bo v ničemer izboljšalo dostopnost slovenskega zdravstvenega sistema. V tem času, ko ona brani javni zdravstveni sistem, se je enormno povečalo število samoplačnikov do zneska 800 evrov. Kaj to pomeni? Da ljudje, ki pač ne morejo čakati, da pridejo na vrsto, ker pač morajo hoditi v službo, morajo zaslužiti svojo plačo, pač do 800 evrov, to, ko si še lahko privoščijo, si plačujejo pri, bi rekel, zasebnih zdravnikih storitve. In to je problem, ki ga imamo v Sloveniji. Še enkrat ponavljam, 700 000 ljudi imamo v Sloveniji, ki si več od tega ne more privoščiti. In kako bomo mi te ljudi spravili v sistem, da bojo sploh prišli do zdravstvenih storitev. To so ta prava vprašanja. Koncesije so stvar 3 mesecev, da se zadeva uredi in da se pač podeljevanje koncesij naredi na tak način, da ne bo problematično. Tista vprašanja, ki so pa pomembna, tistih vprašanj pa ne naslavljamo. Zato še enkrat, jaz nimam rad teh dimnih zaves, ne teh lovov na čarovnice, medtem ko ta ključna vprašanja v slovenskem zdravstvenem sistemu ostajajo neodgovorjena. Hkrati pa vidimo, spet analogija z prejšnjo temo, največja vladna stranka SMC si je blazno prizadevala zamenjati prejšnjega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, nastavila svojega človeka. Zakaj? Zato, ker je tukaj 2,6 milijarde evrov. Tam je milijarda pri drugem tiru. To so ta prava vprašanja. Ne pa ta lov na čarovnice, tako kot je rekel Ivan, ali bo zdravnik A imel koncesijo, ali bo zdravnik B imel koncesijo v kraju C. To so manj pomembna vprašanja in služijo zgolj za to, da se ne bi ukvarjali s tistimi, ki so bistvene za vse ljudi. Jaz bi, seveda bomo verjetno o zdravstveni reformi bomo še govorili, ampak predlagam, da gremo na oglase in si potem pogledamo, kako je Aleksander Čeferin postal predsednik Nogometne zveze Slovenije in seveda UEFA.